The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Moje ime je Blaž Grmek in sem dietetik in antropometrist v Human Performance Center. Zraven mene je naš šef, vodja centra, kolesarski trener in tudi eden izmed tistih, ki opravlja testiranje v Human Performance Center. Tako da v bistvu namen današnjega srečanja oziroma predstavitve je povečati tudi samo spoznanje našega centra in pa mogoče vršiti tudi kakšna kost z vidika razumevanj osnov prehrane. Tako da za vas smo tudi pripravili PowerPoint predstavitev. Samo trenutek. Zdaj bi pa mogli biti. Ja, zelo pogosto me stranke vprašajo, kako se bomo sploh lotili našega procesa, vezanega na treninge, vezanega na prehrano. Mi ponavadi stopimo vsaj en korak nazaj, če ne več korakov nazaj in marsikatero stvar najprej v bistvu preizkusimo kar na samo sebi. Tudi same fotke pričajo o tem, da se tako jaz, na primer, tukaj zgori kot Simon, smo v bistvu že kar nekajkrat preizkušali tudi sama naše storitve in pa tudi ostali naši trenerji, skrajno levo Blaž, potem Kristjan in pa verjetno predvsem v zadnjem času v večini zelo dobro poznan dr. Tim Podlogar, tudi nutricionist v Bori in pa človek, ki v letošnji sezoni skrbi za prehrano enega izmed naših oziroma najboljših kolesarjev. Tako da vedno poskušamo tudi, ko postavljamo storitve, ko komuniciramo s strankami, izhajati v določeni meri tudi iz sebe, svojih izkušenj. Mi smo se marsikaj naučili, fejlali na samem sebi, tako da tudi na podlagi tega smo zastavili nek delovni proces, ki je v grobem sestavljen v bistvu iz 3 faz, katerih se bomo pač danes dotaknili in o katerih pač upam, da vam bo orisala malo bolj širšo sliko. Zdaj, 3 faze ponavadi, če je le možno, speljemo, ko pride stranka k nam, predvsem pač tukaj v Sloveniji, zdaj iz tujci je to včasih problematično. Se pa to zdaj v zadnjem času dogaja, da pridejo tudi k nam v lep iz različnih držav, nazadnje iz Anglije, Norveške, tako da Prva faza se ponavadi vedno začne v našem laboratoriju, trenutno smo bazirani v Repnah, Vodice, in to je v bistvu prvi korak k temu, da lahko postavimo dobro storitev, se pravi spoznavanje stranke oziroma predvsem njene fiziologije. Tako da ena izmed stvari, ki se jo lotimo, je ponavadi izvedba testiranja in pa antropometričnih meritev. Zdaj testiranje opravlja Simon, vam bo lahko potem tudi malo bolj podrobno povedal o testih samih. Jaz sem pa tisti, ki ponavadi predvsem narediti obsežne tako imenovane Isaac meritve telesne sestave. Na podlagi tega potem v drugi fazi začnemo z analizo trenutne prakse, ponavadi pogledamo, kako je stranka do sedaj trenirala, kolikrat na teden, kako zahtevno je bilo. Hitro tukaj ugotovimo, da je ponavadi glavna težava preveč zahteven trening, tako da to so stvari, ki jih potem naši 3 trenerji poskušajo v prakso malo bolj pametno implementirati. Dočim jaz pa kolega Janez pogledava predvsem prehranjevalne navade, kako se je stranka pač do sedaj prehranjevala. Tudi mi hitro ponavadi ugotovimo, da je eden izmed glavnih težav sploh v vzdržljivosti na športu nezadosten vnos ogljikovih hidratov, tako da ponavadi je tudi eden izmed prvih korakov z vidika prehrane prilagoditev vnosa le-teh, po drugi strani pa to poskušamo kompatibilno sprejeti v praksi tudi s samimi treningi, se pravi, narediti bolj pametno bazo. Tako da tretja faza je potem tista faza, ki jo stranke najbolj čakajo
kjer začnejo ponavadi tudi najbolj uživati, se pravi faza akcije. Tako da tudi danes bomo spoznali, da pri nas ponavadi tudi treninge selekcioniramo, zdaj vezano na prehrano, vsaj na začetku na manj pa bolj zahtevne treninge in tudi temu primerno potem zastavimo same obroke. Delamo ponavadi tudi po principu snap and send metode, kar je v današnjem času sploh za mlajše zelo elegantna rešitev, se pravi, da se pofotka slika obrokov in na podlagi tega, predvsem jaz pa kolega Janez v zadnjem času, potem tudi komentirava in predlagava prilagoditve. Ampak ja, zdaj sem prej začel z nekim prvim korakom, se pravi s poznavanjem samega sebe, ampak za vsem tem je pa v bistvu precej več, ne. Tudi v našem centru strmimo k temu, da nekako probamo povezovati znanstveni pristop in pač implementacijo tega v prakso. Zato sem pač tudi vesel, da smo marsikatero študijo naredili tudi pri nas, marsikatero pomembno študijo, tudi na področju kolesarstva oziroma zložljivostnega športa. Tukaj se pa vedno pogosto potem tudi poraja vprašanje, če so v bistvu te rezultati študij uporabni za vsakega kolesarja, ne. Zdaj, pogosto vprašanje, kateri mnogim ni všeč, ampak se v svetu znanosti zelo pogosto uporablja, je pač odvisno, a ne. Ni tako preprosto. In enako je v bistvu tudi odgovor na to vprašanje. Zdaj, naprimer, če si pogledamo levo zgornjo študijo, ki smo jo naredili pri nas nekaj let nazaj, se pravi v laboratoriju, smo v bistvu raziskovali pomen zajtrka oziroma vpliv dobro sestavljenega zajtrka na samo zmogljivost potem na kolesu, ne. Zdaj, vedno v ozadju izhajamo iz neke hipoteze, predpostavke, teorije, in tudi tukaj v tem primeru je pač bilo tako. Zelo pogosto v praksi vemo, da se pravi, poznamo v bistvu glikogenske zaloge, se pravi v kratkem skladišče ogljikovih hidratov, ki jih delimo na mišične in pa jetrne, zelo grobem, in vemo, da ponavadi pač naše telo ni kot stikalo, se pravi vedno dela tudi ponoči in takrat mišične, oziroma jetrne glikogenske zaloge so nekoliko bolj načete. Zakaj? Ker pač naše telo tudi ponoči morajo skrbeti z energijo, ne. In v bistvu naša tudi oziroma predpostavka avtorjev, ki so jo delali, tudi Simon je bil med drugim zraven, je bila pač prav ta, kako v bistvu optimalno sestaviti zajtrk, da se reši problem praznih pač jetrnih glikogenskih zalog oziroma načetih, ki vemo, da je pač se pravi po sami noči zna biti problem. In v bistvu tukaj so naredili študijo, ko so v bistvu rižu dodali fruktozo, ki pa vemo, da se pravi vpliva tudi na polnjenje zalog, se pravi jetrnega glikogena. In nekako pač je bil zaključek takšen, da če se pravi rižu dodamo vir fruktoze, so se pravi preiskovanci kolesarili dlje časa oziroma bil performance boljši kot pa v primerjavi, ko tega nismo dodali, ne. In tukaj zdaj v tem primeru je ta študija takšna, da lahko apliciramo na večino naših strank, ker je v bistvu izhajamo iz neke fiziološke predpostavke, in pomembno se je tukaj zavedati, da ja, v tem primeru lahko rečemo, da na večini naših strank to študijo tudi uporabljamo v praksi, a ne. Zdaj zelo pogosto zdajle se bliža tudi ena izmed pač ja bolj prepoznavnih tukaj kolesarskih izkušenj v Sloveniji. Potem za zajtrk, na primer, našim varovancem svetujemo mlečni riž z dodatkom fruktoze, tukaj na primer ciljam predvsem na kakao, med, marmelado, zraven pa kot dodatek fruktoze, na primer lahko dodamo še sok, a ne. In to je na primer ena izmed stvari, ki jih lahko zelo dobro implementiramo na podlagi študije oziroma rezultatov, ko smo jih tudi na primer v tej konkretni študiji, ki je bila narejena pri nas, dobili, a ne. Potem po drugi strani se zelo pogosto kolesarji primerjajo oziroma amaterski kolesarji primerjajo s profesionalci, ne. Tukaj na primer je en primer telesne sestave vrhunskih v bistvu kolesarjev in pa kolesark. In zelo pogosto pač, zdaj bi lahko naredili zaključke, okej, ko pride stranka k nam, mi želimo, da so vrednosti takšne, kot so vrednosti teh kolesarjev, ampak kaj je to realno v praksi, a ne. Zdaj,
to študijo oziroma rezultate te študije oziroma skupka večjih študij pa ne moremo kar tako ekstrapolirati oziroma prenesti na vsako našo stranko. Ne. Zato je pač tukaj zelo pomembno, da se tudi uvede nek kritičen način razmišljanja. In enako, na primer, velja tudi za zdaj to naslednjo študijo, ki sicer še ni objavljena, ampak je del tudi moje magistrske naloge, ko smo v bistvu preiskovali vpliv oziroma pač različnih strategij vnosa ogljikovih hidratov in njihovega vpliva na neko končno zmogljivost pač ob simulaciji dirke. Zdaj, določen del rezultatov, ki smo jih dobili oziroma jih bomo objavili, lahko prenesemo tudi na rekreativne oziroma amaterske kolesarje, medtem ko določen del pač žal ne moremo. In tukaj je tudi stvar, ki bomo pol na naslednjih slajdih spoznali in se zelo pogosto, sploh v zadnjem času s Simonom in ekipo srečujemo z njo. Ampak ja, zdaj konkretno ta študija, kar lahko trenutno pač povem, je, da smo predvsem ugotovili, da je sicer že znano zadostno visok vnos ogljikovih hidratov med telesno aktivnostjo pomemben. Zdaj tukaj je zelo pogosto smiselno odgovoriti, kaj sploh pomeni zadostno visok vnos. V tej naši konkretni študiji smo pač skupni vnos na uro je bil 90 gramov na uro in to bomo v bistvu tudi naprej ugotovili, da je to za večino rekreativnih kolesarjev tisti maksimalen potreben vnos. Videli bomo, da se pač pojavljajo tudi študije, ki delajo z višjimi vnosi, ampak to za rekreativne kolesarje dejansko nima smisla. In to je tudi nekaj, kar je super, da kot kolesari konec koncev razumete, ker zelo pogosto se pač sploh na spletu porajajo oziroma tudi v času tura so bile marsikatere izjave rečene, ampak tukaj se dela predvsem z vidika, kako izboljšati tiste marginal gains, se pravi z vidika kolesarstva, a ne profesionalnega. Zdaj, če se navežem samo na tole našo študijo, smo pa zelo pomembno stvar še vedno ugotovili, sicer žal nismo merili koncentracije zaradi glikogena, ampak predpostavljamo, da je poleg zadostno visokega vnosa predvsem pomemben dober loading dan prej. To pa je spet nekaj, kar načeloma lahko prenesemo tudi na rekreativne kolesare, ki se naprimer tudi udeležujete nekih bolj zahtevnih preizkušanj. Dočim vnosa, se pravi ponavadi, zdaj predvsem se srečujemo, ko prijejo kolesari pa rečejo, ja, zdaj na treningu jem 120 ali pa 140 gramov na uro, ker je to rekel Tim Podlogar, da to jejo njegovi kolesari v Bori, pač tukaj pa treba stopiti korak nazaj pa pogledati zgodbo oziroma rezultate z drugačne perspektive. Se pravi, treba se zavedati, da amaterski kolesar ni profesionalni kolesar, zato ne moramo vse rezultate prenesti na njega. Tukaj je Simon naredil zelo dobro primerjavo, naprimer treniranega amaterskega kolesarja in pa treninga profesionalnega kolesarja. In že tukaj lahko zelo hitro vidimo, ko pogledamo, se pravi, naprimer trenirano žensko, oziroma da imamo pogled treniranega moškega v primerjavi s profesionalnim kolesarjem, kakšna je tudi razlika v porabi ogljikovih hidratov v gramih na minuto in kaj to v bistvu pomeni v skupni porabi v tem primeru v samih 3 urah. Zdaj, če predpostavljamo, naprimer, da so zaloge glikogena so omejene, ponavadi zdaj v grobom lahko rečemo, da okoli 500 gramov načeloma nanese to 100 gramov jetrnega in okoli 400 gramov mišičnega glikogena, oziroma študije zdaj nakazujejo, da pri naprimer 75-kilogranskem moškem v bistvu posamezniku načeloma lahko zaloge mišičnega glikogena nekje varirajo od celo 300 do 800, odvisno tudi od pač same mišične sestave oziroma mase. In naredimo neko hitro kalkulacijo, zelo hitro pač vidimo, da pri treniranih pač posameznikih, ki niso profesionalci, je lahko to pretirano previsok vnos. In to je pač stvar, ki je super, da posamezniki razumejo v tem kontekstu, ker ja, spet ponavljam, ko se delajo študije, se delajo predvsem to, da se doda pač nek dodaten, zelo pomemben procent profesionalnemu kolesarju in ni nujno, da se to potem prenese tudi na pač amaterske kolesarje, čeprav imate oziroma imajo povišane ambicije. Tako da pač ja, tega se je treba zavedati in jaz mislim, da je zelo pomembno tukaj, da izpostavimo ta del, ker zelo pogosto pač se predvsem kolesari zanašajo preveč na ta vnos vmes, pozabijo pa, kako je treba jesti prej. In ravno zaradi tega sem se tudi danes odločil, da spet ponovno predstavim nekaterim že znan koncept semaforja in naših barov, obrokov, ker je v bistvu to za
nekega kolesarja, tudi tistega s povišenimi ambicijami, bistveno bolj pomembno, kot pa to, da se loteva strategiji vnosa 120-140 gramov na uro ali pa kaj podobnega. Se pravi, grob zaključek je, da v večini primerov za večino kolesarjev moškega spola je vnos med 60 do 90 gramov med zahtevno aktivnostjo oziroma tudi dirko dovoljšen, medtem ko dejansko pri dekletih je ta vnos že okoli 60 gramov na uro v večini primerov čisto zadosti. Tu sem se zmotil v bistvu študija, ki je prej povedal, se pravi, ko smo mi dejansko prek pač izotopnih tracerjev gledali, kaj se dogaja v bistvu z absorpcijo pa utilizacijo različnih količin nosa, se pravi 90 pa 100 gramov. Mislim, da od 12 testirancev, ki smo jih imeli, sta bila samo 2, ki sta dejansko absorbirala pa utilizirala več kot 90 gramov na uro. Vsi ostali, ne glede na to, pač kako trenirani so bili, v bistvu niso. Se pravi, kljub temu, če pač ima kolesar nekako občutek, ja, se jaz pa lahko več pojem kot 120 gramov, ja, tu v bistvu prvo govorimo o neki toleranci, se pravi toleranci, da nam ne dela do te ogljikovih hidrati težav v prebavilih. Potem na drugi strani imamo absorpcijo teh, ki je pač še ena spremenljivka zraven, tretja stvar je pa potem spet utilizacija. In kljub temu, da mogoče nekomu večji vnos kot 120 gramov ne dela težav v prebavilih, pač ne pomeni, da se to dejansko absorbira in na koncu tudi utilizira. Zad se kakšen kolesar najde, ki pač ima neke ekstremne številke iz razloga, ker mu pač ne dela težav, ne pomeni pa, da se to v bistvu praktično pozna na vpliv na performance ali pa kakorkoli. Ja, in zato je pač ena izmed stvari, ko začnemo delati z našimi strankami, zdaj začeli smo z vnosom vmes, ampak prav zares je to stvar, ki se jo zelo hitro pa enostavno reši že z parimi stavki, ki sem jih prej povedal. Medtem ko je največja težava razumevanje pač samih osnov oziroma sestave obrokov v obdobju pred in po sami aktivnosti. In to je v bistvu tudi prva stvar, ki se jo prehransko gledano pri nas lotimo po eni pač po našem mnenju zelo enostavni logiki primerjavi semaforja in primerjavi včasih tudi našega človeškega telesa z avtomobilom. Sploh mlajši športniki si potem tudi lažje interpretirajo mogoče kakšno zakomplicirano temo na tak enostaven, poenostavljen način. Tako da v bistvu, kot sem prej omenil, predvsem v vzdržljivostnem športu je govora o ogljikovih hidratih, zdaj to ne pomeni, da so beljakovine pa maščobe nepomembne, daleč od tega, ampak ja, glavni problem je zelo pogosto nezadosten vnos ogljikovih hidratov, zato se tega pač, dajmo reči, v vsaj 80, če ne 90% pri pač stranki, ko pride k nam, lotimo najprej. In zato tudi temu primerno postavimo obroke v nek kontekst. Zdaj, na začetku zelo pogosto definiramo obroke, ki so primerni za bolj in pa obroke, ki so primerni za manj zahteven trening. In zdaj, zelo poenostavljeno lahko to prikažemo tudi na primeru avtomobila, se pravi, ko stojimo z avtom na semaforju in ko avto pač spelje, takrat potrebuje energijo. Zdaj, če mi hočemo, da avto, da je hitrost, se pravi, da se viša in da to hitrost lahko dlje časa vzdržuje, rabi pač dovolj goriva. Če nima dovolj goriva, se bo treba na vsaki pumpi naslednji ustavljati. In zdaj tudi, če to prenesemo na trening na kolesu ali pa na dirki, si ravno ustavljati ne želimo. Torej, ne želimo imeti težav. Tako da zeleno v bistvu pomeni, da naše telo potrebuje veliko ogljikovih hidratov. Kaj pomeni veliko, je odvisno dejansko od posameznika. Za nekoga to lahko pomeni že 150 gramov, za nekoga pomeni 200 ali celo več. Ali pa če prenesem mogoče bolj praktično, za nekoga to lahko pomeni 3/4 krožnika priloge, za nekoga pa 2 krožnika riža, testenin, zdrobo in podobnega. Čisto odvisno tudi od same telesne mase posameznika. Tako da v bistvu zeleno oziroma zelene obroki, kot jih mi poimenujemo, temeljijo v bistvu v praksi predvsem na ogljikovih hidratih. Medtem ko je logika rdečih obrokov nekoliko drugačna. Pač, ko avto sicer stoji na mestu, načeloma še vseeno pač kuri nekaj goriva. Tako je pač tudi v primeru človeškega telesa. Prej smo tudi videli, da po noči se praznejo zaloge jetrnega glikogena. In tudi zato v določeni meri rabimo
ogljikove hidrate, tudi v tem primeru, ampak količinsko je tukaj pride do bistvene razlike. Naprimer, ponovadi to pomeni, če posplošimo nekje od četrtine do polovice krožnika priloge. Tudi izbira priloge je pa v tem primeru lahko nekoliko drugačna. Zdaj, če malo zakompliciramo, pa se dotaknemo tudi absorpcije ogljikovih hidratov, si dejansko želimo v primeru pred zahtevno aktivnostjo izbirati bele vire, bele v smislu bel riž, bel kruh, testenine in podobno. Zdaj, to je v splošni javnosti zelo pogosto na tapeti, je pa ravno Tim pred dnevi dal intervju za eno izmed slovenskih novinarskih hiš in je v bistvu zelo dobro to postavil v kontekst. Zdaj, kaj pomeni sploh zdrava prehrana v primeru športnika? Dejansko v tem primeru je za športnika bolj zdravo in bolj primerno, da v obdobju zahtevnih treningov se poslužuje takih virov, ker mu bo dejansko omogočilo, da lahko zaužije dovolj energije. Po drugi strani pa tudi zmanjša določen stresna prebavila, ki se lahko pojavijo, če naprimer v obdobju zahtevne aktivnosti uživamo živila, naprimer, ki vsebujejo veliko vlaknin, veliko zelenjave, veliko maščobe in podobnega. Ampak ja, ker ne moramo gledati samo ene plati in vemo, da kolesari ne delajo v večini primerov samo zahtevne aktivnosti, je treba obrok sestaviti tudi na drug način. In te rdeče obroki so ponavadi ti obroki, ki so mogoče tudi splošni javnosti znani kot bolj zdravi obroki, narekovajih, oziroma kot mi rečemo, uravnoteženi obroki. Tako da, samo sestavo si bomo pogledali malenkost kasneje, ampak še prej bi se vsem dotaknili treningov. Tudi v primeru, ko se pravi stranka pride k nam, njegove treninge pač razdelimo tudi po barvah, sploh ko delamo prehranski del. Načeloma sicer v primeru, ko so ambicije večje in ko se pravi tudi več treningov, dodamo še tretjo barvo, na semaforju, ampak v večini primerov na začetku govorimo o dveh barvah, se pravi rdeči primerni za manj zahtevne treninge in pa zeleni primerni za bolj zahtevne treninge. Zdaj, tukaj že včasih lahko to tudi časovno nekoliko bolj razdelimo, naprimer zahteven ali pa časovno daljši trening, časovno daljši bi vrednotil v nekaterih primerih že več kot 2 uri pa pol, v večini primerov pa vsaj 3 ure ali več. Medtem ko zahteven trening sigurno ni samo 1 ali pa 2, mogoče se bo tudi to potem na naslednjem predavanju nekoliko bolj specifično dotaknil. Ampak ja, super je, da stranka vedno razume tudi, koliko zahteven je trening, ker odgovor na to je potem lahko tudi, kakšen obrok naj imam pred treningom oziroma kakšne obroke naj sestavljam pred treningi. Tako da eno izmed tudi pomembnih vprašanj, ki naše stranke na začetku naučimo, je, da se vprašajo, kakšen trening je na sporedu. Zdaj videli bomo, da se ponavadi naše stranke vprašajo že, kakšen trening je na sporedu jutri, se pravi ne danes, ampak že jutri. Ta pristop predstavim nekoliko kasneje, ampak ja, logika tega tudi temelji na nekih študijah oziroma rezultatih le-teh. Tega si nismo kar razmislili, ampak do tega smo v bistvu pač s pomočjo številnih raziskav, rezultatov in interpretacij le-teh prišli. Zdaj tukaj tudi, če pogledamo tale, se pravi skrajno spodnji desni graf, dejansko nakazuje na to, da ko se intenziteta aktivnosti viša, takrat naše telo začne računati predvsem in izključno v večinskem delu samo na glikogenske zaloge oziroma ogljikove hidrate. Dočim, ko je intenziteta manjša, naše telo poleg ogljikovih hidratov kot sekundarni, dajmo temu reči, vir goriva v določeni meri porablja tudi maščobe. Zato tudi logika, ko sestavljamo rdeče obroke, vsebujejo spet samo ogljikovih hidratov, ampak so bolj raznoliki in vsebujejo tudi nekoliko več maščob. Po drugi strani, pa ker vemo, da se pač maščobe, ko se viša sama intenziteta, ne bodo izkoristile, oziroma so lahko samo pa domač povedano na pot ogljikovim hidratom, zato tudi obroke temu primerno zelene prilagodimo. Zdaj, jaz sem tukaj grafično probal nekako prikazati
pa recimo, da so pač to res količine čez palec, ne, to je daleč od tega, da so individualne količine, ampak to je v bistvu prikaz, kako se v bistvu želimo sestaviti rdeče obroke in pa zelene obroke. To je v bistvu prikaz glavnih konkretnih obrokov, da jim jih ponavadi pač vsem znani zajtrk, kosilo in pa večerja, do čim se seveda malice nekoliko bolj specifično razlikujejo. In zdaj, ko pogledamo rdeče obroke, na levi strani najprej, če pogledamo prilogo, kot sem v bistvu omenil, ponavadi je to okoli polovica, v nekaterih primerih, sploh naprimer pri dekletih, lahko že med polovico in pa 1/4 krožnika ogljikohidratne priloge. Večino časa pa če je le možno, si dejansko želimo izbrati tudi prilogo, ki je dober vir vlaknin. Vlaknine so v splošnem tudi zelo pomembne za predvsem normalno prebavno funkcijo in ne gre jih zanemariti. Ampak spet, v primeru športnika je pa treba ločiti prehrano za športnika in pa prehrano z neke splošne populacije oziroma manj aktivne populacije. Ne. In v tem primeru si potem želimo prilogo ogljikohidratno, predvsem v zadnjem ali pa zadnjih 2 obrokih pred zahtevnim treningom, da temelji na ogljikovih hidratih, se pravi količinsko veliki porciji, ampak da ni bogata z samimi vlakninami. Ker vlaknine ne samo, da pač lahko negativno vplivajo na samo absorpcijo, kot smo prej omenili, lahko tudi potencirajo sploh pri takih količinah prebavne težave, po drugi strani pa, ker vemo, da imajo tudi višji sitostni učinek, lahko onemogočajo, da bi pojedli dovolj. Primeri, se pravi na levi, naprimer z ogljikohidratno prilogo, je praktično, ajdo kašo imajo nekateri radi, ponazrnate testenine, lahko je bil tudi ponazrnat kruh semeni, ajdo kruh z orehi in podobno, če je to naprimer nek zajtrk ali pa večerja, kuskus, tudi riž, se pravi, iščemo neko raznolikost, da čim naprimer na desni strani kot prilogo. Sicer kolesarji pa navadi, ko pridejo k nam, pa znajo samo 2 stvari, ali pa mogoče 3, se pravi riž pa testenine, pa se pa že včasih konča, nekateri jejo toste, ampak ja, tudi z vidika tukaj, iz te perspektive malo težimo k raznolikosti, da ni samo ta monotonost, sploh če so naprimer, se pravi etape, pa da jih je 4, 5, 6, vsak dan samo riž jest, mislim, marsikdo sicer, marsikomu gre čez, ampak mogoče tudi iz psihološke perspektive ni najboljša strategija. Tako da tudi zelene obroke se lahko prilagodi iz različnih živil, naprimer zdrob je lahko že, oziroma mnogim znan gres, zelo dobra izbira, tudi kuskus kot tak, se pravi, bela izbira je zelo dober, bogat na račun ogljikovih hidratov, tudi ne vsebuje toliko vlaknin. Tudi polenta, naprimer, določena, tukaj sicer treba pogledati samo hranilno vrednost, ampak v večini primerov je lahko tudi dobra izbira. Bele tosti kruh smo že omenili, naprimer tudi pico se zanimivo lahko pripravi za zeleno, pa tudi za rdečo. Zdaj, če ste kaj poslušali, kaj je tim rekel, kolesarji jejo burgerje je mogoče že malenkost težje pripraviti, čeprav iz par triki bi se jih dal mogoče celo tudi v zeleno umestiti, ampak ja, niso, se pravi, samo riž pa testenine opcija, no, to bi res želeli poudariti, sploh pri mladih, imamo riž, testenine pa zdaj gumi bombone na meniju in to se pa že konča. Tako da poleg ogljikovih hidratov sta pa dejansko v obeh krožnikih so pomembni tudi beljakovine pa maščobe. Zdaj, če gremo na primer avta, beljakovine, da avto stoji lahko sploh skupaj, maščobe, da ima avto nek sijaj, da motor dobro dela, da se barva sveti. Tako da pač ja, tudi maščobe in beljakovine so pomembne, samo količine je treba prilagoditi. Zdaj, spet, koliko najlažje je dati neko okvirno priporočilo, približno 1/4, včasih celo več, naprimer v mojem primeru že skoraj polovica krožnika, določenega zrezka ribe in podobno. Maščobe je pa tako, določena živila v bistvu jih že vsebujejo, naprimer rdeče meso, polnomastni mlečni izdelki, jajca, tofu, tempeh in podobno. Določenim pa se doda že v fazi priprave, naprimer olja za pripravo solate, za pripravo določenih jedi. Maščobe ponavadi v
vsaj praksi, koliko je meni znano, Slovencev niso težava, se pravi, nezadosten nos ni težava, je bolj težava previsok zaveden ali pa nezaveden vnos leteh, tako da načeloma se ne rabimo neki ekstremno potruditi, da zagotovimo vsaj nekim minimalnim potrebam. Torej, v zelenem primeru, kot smo rekli, si želimo čim več raznolikosti, izberemo lahko, se pravi, manj mastne ali pa bolj mastne vire beljakovin. Manj mastne so naprimer pač pusto meso, piščanec, puran, potem posneti mlečni izdelki, sirotka naprimer v prahu je zelo aktualna pri nekaterih v zajtrku ali pa celo večeri, in po tej formuli se v bistvu lahko enostavno sestavi rdeč obrok, medtem ko v zelenem primeru je treba biti pač bolj pozoren, predvsem v zadnjem treningu oziroma v zadnjem obroku, pred treningom si želimo izbrati pač puste vire beljakovin. Beljakovine so vseeno pomembne, ampak zmanjšati pa želimo pač delež maščob, ki je enako kot pač vlaknine lahko potencirajo že izpostavljene težave. V tem primeru, potem spet ni samo vse v piščancu pa puranu, so še druge opcije, ampak odvisno od preferenc posameznika. Potem pa zelo pomembna stvar sploh v rdečih krožnikih je, mi temu rečemo hranilnost, se pravi, da se nekoliko tudi dvigne vsebnost vitaminov in mineralov, zato je pač kos sadja ali pač neka konkretna porcija zelenjave v rdeči več kot zaželena, ne samo z vidika vsebnosti vitaminov in mineralov, ampak tudi vsebnosti vlaknin, ki so pač kot omenjeno zelo pomembne za normalno funkcioniranje. Po drugi strani pa potem v zelenem krožniku, predvsem v zadnjem obroku želimo zmanjšati, včasih celo pač na nula količino, če pa naprimer to večerja pred zahtevnim treningom, potem naprimer neka manjša skledica solate ali pa manjša, dajmo temu reči, pest zelenjave ne bi bila problematična. Predvsem, če lahko pač želene porcije ogljikovih hidratov spravimo vase. Tako da v grobem zeleno pa rdečo loči predvsem količina pa izbira virov ogljikovih hidratov in pa prilagoditev predvsem vnosa maščob in pa te hranilnosti predvsem na račun zelenjave. Dočim naprimer sadje je v zelenem primeru lahko tudi zelo pomemben del, ker vsebuje fruktozo. Prej smo v bistvu ugotovili, da fruktoza v bistvu omogoča, da se naše zaloge glikogena hitreje pa bolj učinkovito napolnijo, zato je eden izmed trikov, ki jih v bistvu uporabljamo v zelenih obrokih, da dodamo pač poleg tudi vir fruktoze. Zdaj, tukaj, če zbiramo sadje, bi raje še dal pol sveže sadje, suho je že bogato spet na račun vlaknin, ampak vir fruktoze, kot omenjeno, so naprimer lahko kakao, med, marmelada, sok, lahko tudi gumi bomboni in podobno, tako da v zelenih obrokih je to dejansko, sploh v obdobju pred treningih, zelo dobrodošlo. Zdaj, da si boste pač lažje predstavljali, kako pa izgleda naprimer nek glavni obrok, v tem primeru na levi strani kosilo, tukaj je kosilo pa zajtrk pred zahtevnim treningom, sem tudi za vas pač pripravil par primerov. Zdaj z rdečo so pač označeni rdeči obroki in vidimo tudi količino, ki precej oziroma nekoliko tudi varira, ne samo po izbiri virov, ampak po valjda sami količini napram zelenja. Zdaj, na levi strani naprimer lahko vidimo, to je jedel, mislim, da celo Simon, primer rdečega obroka, se pravi nekaj pol krožnika krompirja z dodatkom mesa in pa dodatkom zelenjave. Naprimer po korakih, če gremo, se pravi, je bil tukaj korak, dodajo vse ogljikove hidrate, sicer ne v večji količini napram, če pogledamo zeleni, ker vse telo rabi energijo, da normalno funkcionira. Po drugi strani je dodal, se pravi, če gremo na avto, gradnik tega avta, beljakovine v mesu, ki tudi vsebuje nekolikšen delež maščob. Maščobe je v bistvu tudi uporabil potem v tem primeru za pripravo mesa in pa solate. Dodal je še hranilnost, se pravi zelenjavo v tem primeru, in pa eden izmed korakov, ki jih prej nisem omenil, pa jih vse ne smemo zanemariti, je hidracija, sploh v vročih dnevih, katerim smo bili priča in pa mogoče še bomo v naslednjem tednu, je zelo pomembno, se pravi tudi, da poleg dodamo vsaj kozarec tekočine. Zdaj v rdeči to lahko pomeni v bistvu voda, neka manj sladkane pijače, tudi zero pijače, medtem ko v zeleni kot vir fruktoze lahko pač izkoristimo sok, ledeni čaj, določene pač pijače, ki vsebujejo enostavne ogljikove hidrate. Drugi primer, se pravi ajdova kaša, šparglji, rdeča pesa in pa spet meso.
lahko bi bila naprimer tudi riba, da ni skozi meso, lahko kot vir beljakovin, tofu, tempeh, naprimer vegani, vegetarijanci to zelo pogosto vključujejo, tudi to so naprimer opcije v teh primerih, spet zagotavljajo vir beljakovin, ADO-kaša v tem primeru vir ogljikovih hidratov, ki je dober vir vlaknin, potem korak maščobe je spet priprava, v tem primeru bila korak hranilnost zelenjava, naprimer, če kdo ne mara toliko zelenjave, lahko doda kos sadja, tudi stročnice tukaj v tem primeru so lahko elegantna rešitev in pa zadnji korak tudi hidracija. Medtem, ko pogledamo zelen krožnik, če pogledamo zajtrk športnika, to v bistvu zelo pogosto je tudi zajtrk pred dirko, tudi profesionalni športniki, se pravi kolesarji, pred turom zelo pogosto se poslužujejo takšnega zajtrka, se pravi mlečnega riža, riž kot vir ogljikovih hidratov, kakao v tem primeru kot vir fruktoze, se pravi, da omogoča našim zalogam, da se hitreje pa bolj učinkovito napolnijo. Kot vir beljakovin je tukaj športnik dodal proteinski puding, v določenih primerih, če riž pripravljaš na mleku, dobiš določen delež beljakovin tudi v tem primeru, pa zraven v bistvu še hidracijo, ki jo želimo, se pravi v zelenih obrokih, enako kot v rdečih, imeti na mestu. Zdaj, kot vir hranilnosti v tem primeru sicer ni dodal športnik, lahko bi tudi dodal, naprimer včasih dodaje kakšno sadje, kakšno banano in pa še zraven ali pa pol kakšno jagodičo je kot nek snack potem, tudi to je opcija. Način, naprimer v tem primeru kosilo pred zahtevnim treningom, se pravi konkretna porcija belih testenin z dodatkom vira fruktoze, sok v tem primeru, tuna v tem primeru kot vir beljakovin in tudi določen delež maščob, ker je bila v rastlinskem olju in pa malo se je tukaj dodal še športnik parmezana. Količina, v bistvu, če zdaj pogledamo teh obrokov, teh dveh temelji predvsem na ogljikovih hidratih, nizka vsebnost vlaknin, nizka vsebnost maščob, poleg dodane še kvalitetne beljakovine in pa hidracija ter vir fruktoze, ki jo v bistvu lahko vključimo tudi v same ogljikove hidrate. Ampak ja, zdaj smo govorili v teh obrokih prej, sem pa v bistvu tudi že nakazal logiko razmišljanja, da se na same treninge, tako kot se v bistvu na tekmovanja, začnete pripravljati že dan prej. Zelo pogosto me športniki vprašajo, Blaž, kako naj izgleda moj obrok pred treningom, jaz jih pa pač vprašam, pojmo korak nazaj, pa se raje včeraj vprašaj, kako bo izgledal moj trening, koliko zahtevam bo moj trening jutri, kdaj ga bom imel in na podlagi tega si lahko odgovoriš, kakšen obrok sestaviti. Zdaj, zelo pogosta težava pri amaterskih športnikih, ko hodijo v službo, je v bistvu ta, da se pravi v petek končajo popoldan, se pravi trening naredijo popoldan, pozno zvečer, medtem ko v soboto zjutraj so že ob 9, 10 na kolesu. Zdaj, čas za regeneracijo je tukaj zelo skrajšan, zato je toliko tudi smiselno tudi v tem primeru že prej začeti razmišljati, kako se ustrezno podpreti. Ker tudi če zajtrk zastavimo po nekih smernicah, ki smo jih zdaj spoznali, žal ne bomo mogli nafilati zaloge energije tako, kot se zagre. Okay? Tako da vedno je smiselno, da se vprašamo, kaj imam na sporedu, se pravi, ko končaš trening ali pa ko si fraj, kaj imam na sporedu jutri. In v bistvu odgovor je potem lahko podan tudi na dlani. Zdaj, ponavadi si pred zahtevnim treningom želimo vsaj 2 do 3 obroke prej imeti za zeleno, kar pomeni, naprimer v tem primeru, ko je pač sobotni trening bil narejen dopoldan, da poleg zajtrka, saj še večerja, čeprav če greste na kakšne runde ali pa daljše aktivnosti, si ponavadi želimo že tudi popoldansko malce pa kosilo za zeleno, se pravi, da se zaloge nafilajo. Zdaj nekdo bi rekel, to ni logično, saj po noči nič ne porablja, ampak prej smo v bistvu tudi spoznali, da se v določeni meri naše zaloge energije tudi po noči, oziroma ko nismo aktivni, zdaj ko sedim jaz, ko si me nasediva, še vedno pač se energija porablja. In to je pač smiselno razumeti, ker je potem tudi lažje v glavi preklopiti in tudi dan prej imeti take količine. Tako da tukaj tudi razbijamo enega izmed mitov, da hranjenje, večerno hranjenje redi, ni tako simpel. Ok. Tukaj sem podal še 2 primera večerje. Rdeče večerje in pa zelene večerje. Se pravi, na levi strani, tukaj v tem primeru je bil spet kot priloga krompir, kot se pravi vir ogljikovih hidratov,
riba kot vir beljakovin, kot vir hranilnosti, zelenjava, zdaj v določeni meri tudi riba vsebuje neki maščob in pa pač način priprave, ki je bil uporabljen pri solati in ali tudi potem pri sami ribi. Medtem ko na desni strani vidimo spet konkretno porcijo testenin v neki omaki skira in dodane so tukaj še sardine, se pravi testenine, vemo, ogljikovi hidrati, kot vir fruktoze je tukaj športnik vaš dodal sadje, zdaj tudi če se zraven doda še kakšen kozarec soka, no, ne bo nobene težave. Potem kot vir beljakovin omaka in hranilnost je tukaj poleg sadja, ki je tudi zelo pomemben vir vitaminov in mineralov, dopolnil z neko manjšo porcijo zelenjave. Okay? In zdaj v bistvu, ko se to logiko prenese, ko delamo v praksi in ker naprimer tudi že naša Petra zelo dobro osvojila, mi se je s Petro prišla na točko, da si ona sama lahko sestavi ta plan. Okay? Se pravi, po tej logiki, ki smo jo osvojili, s tem, da je pač v Petrinem primeru dodana še oranžna barva, si ona zdaj že koliko časa, Petra, že 3-4 tedne si sama sestavljaš plan za treninge, ki jih pač naš trener sestavi. Se pravi, dosegli smo, da smo najprej naučili, kako njene konkretne obroke prilagoditi za zeleno in rdečo, ko smo pač to skozi čas trenirali, sem jaz tudi v tem času sestavljal plan, da je ona nekako osvojila mojo logiko, kako sestaviti plan in zdaj sem mi obrnila, da je v bistvu ona sama svoja dietetičarka, jaz sem pa tisti sam, ki jo kritiziram, pa pohvalim. Samo petke. Ja, samo petke. Tako da ja, če dosežemo to, je to, jaz mislim, da vrhunc, ker lahko dosežemo z vidika prehrane pri kolesarjih pred in po aktivnosti, se pravi, kar se tiče prehrane, med samo aktivnostjo smo pa že zelo hitro vnos v bistvu razrešali, med zahtevno pač aktivnostjo za moške v večini primerov 60 do 90, oziroma ženske okoli 60, med manj zahtevno to lahko pomeni celo od 0 gramov na uro, pa tja do 40 gramov na uro po navadi. Okay? In zdaj pa še ena zelo pomembna, taka delikatna stvar, kako pa vemo sploh, da gremo v pravo smer, ne? To zelo pogosto športniki, oziroma zelo pogosto smo v tem časih navajeni, da bi vse imeli takoj, ne? Včeraj, če se da, ne? Zdaj pač tudi tukaj moramo biti iskreni, da je to proces, ne? Zdaj jaz vedno pravim, če si 20 let pridobil telesno maso, pa imaš 30-40 kg preveč, tega žal ne moramo rešiti v 4 mesecih ali pol leta. Pač vsaj na nek human način in potencialno dolgoročno vzdrževanje tega, ne? In zelo pogosto tudi pri treningih, ne? Zdaj, kako pa vemo, da gremo v pravo smer, je prav zares neki že subjektivni občutki, feedbacki, se pravi povratne informacije naših strank, zelo pogosto že tukaj dajo nam potrditev, ampak ker mi ne želimo sloneti samo na temu in ker nekako izhajamo tudi iz tega, da bi radi imeli podatke, ki jih lahko ne samo pokažemo, ampak primerjamo za stranko samo, je dejansko tudi faza tega odgovora sestavljena, oziroma so faze sestavljene iz 3 delov. Spet je prva faza, če je to le možno, da pride stranka na test, da vidimo pač, koliko je napredovala. Spet naredimo meritev telesne sestave, bomo pa na naslednjih slajdih videli, da je lahko tudi številka na tehtnici, naprimer, zelo vrljiva. Potem pa drugo fazo, spet analizo trenutne prakse, ne samo da analiziramo stranko, konec koncev moramo analizirati tudi svoje delo, če smo pošteni, če smo pač naredili tisto, kar je treba v tem delu in na podlagi pač tega potem tudi prilagodimo ali pa vzdržujemo spet nadaljnjo 3. fazo, ki je, kot smo vas poznali, potem tisti užitek, zakaj je v bistvu sploh stranka prišla sem. Zdaj, rad bi vam pokazal par primerov, ponavadi teh fotk ne kažemo, niti jih nekaj ne suportiram jaz osebno, ampak ker dotično sploh ženska populacija, ki pride k nam, je eden izmed glavnih ciljev izgubiti telesno maso, bi se rad vsem dotaknil na naslednjih slajdih oziroma do konca te predstavitve tudi tega. Zdaj je vprašanje za vas, koliko se vam zdi, da je ta oseba, če rečemo, da je pač prva slika bila narejena, se pravi, ob začetku sodelovanja in pa druga po pol leta sodelovanja, koliko mislite, da je ta oseba izgubila kilogramov? Ne veliko. 10? Ok? Kdo stavil na več? 10 plus minus? Ok? 4. 4? 4. Ok? 4-5? Ok, ta oseba na levi strani, ko sem mi začela sodelovati, je prišla s ciljem
da hoče imeti manj kilo oziroma da hoče izgubiti telesna masa. Na levi fotki 89, na desni fotki 90. Zdaj tako, na prvo žogo sem jaz odpuščen. Zakaj? Zato, ker v bistvu nisem zadostil želje stranke. Ampak, če pogledamo iz druge perspektive, pa vidimo, da se je body composition, se pravi telesna sestava, spremenila. Zdaj, nižja številka na tehnici ne pomeni nujno vedno tudi boljši rezultate. Sploh, ko vemo, da naprimer v starosti, ki je pač bil ta športnik, želimo ohranjati, a pa celo pridobiti še mišično maso, kolikor se le da. In če bi jaz 100% če bi samo upoštevala njegove želje, bi sicer lahko izgubil 50 kg dejansko, ampak zelo pogosto se to zgodi tudi na račun mišične mase. In to je zelo velika težava, sploh v starosti, po nekem 40-45 letu, ko je dejansko mišična masa predstavlja, je zlata vredna, če hočemo normalno funkcionirati potem v tudi starejši starosti. Ker hočem povedati, da ko pridejo k nam stranke, ne stremimo samo k temu, da da sledimo samo njihovim ciljem, ampak hočemo ta cilj tudi postaviti v nek kontekst. Ne samo kontekst rezultata, da se to pokaže mogoče na Strava ali pa na Facebooku, ampak v kontekstu funkcionalnosti. In to je nekaj, kar pač radi poudarjamo in to je nekaj, kar vržemo kost nazaj, da ni nujno, da bomo vedno 100% pač upoštevali želje, ker ta želja morda ni najboljša ne samo za športni performance, ampak za konec koncev dolgoživost. Tu se mogoče lahko izpostavi, da v tem primeru po pol leta ni bilo več želje po hujšanju, zato ker je pač to v primeru tega v bistvu gre za enega trail ultra tekača, v bistvu je gotovil, da se precej boljše počuti, precej boljši performance je, zdravje, ni imel težav in je v bistvu nekako pustil željo po nižji številki na tehnici. Ja, veliko se zgodi, da ko pridejo stranke, potem kar pozabimo, zakaj so prišle primarno, zakaj? Zato, ker dejansko pride do napredka. Ker zdaj želim si imeti to kil, ki sem jih imela v srednji šoli, pač žal ne bo šlo. Žal ne bo šlo, ker to je treba postaviti v kontekst. Ne pomeni pa, da ne moreš biti bolj funkcionalna, kot si bila takrat, a pa bolj zdrava, a pa bolj zdrav. Se pravi, to je stvar, ki je prav, da se tudi razčisti. In zdaj, v tem primeru, pač v nekaterih primerih to delamo, predvsem iz fanti, pač včasih se malo pofotka. Pred dekletih je to, nismo tega lih izvajali, še nimam nobene tudi fotografije, ponavadi se predvsem pol tudi zanašamo na to, kar sem hotel izpostaviti, se pravi na izak meritve telesne sestave. V tem primeru je prišel športnik iz Norveške na test 1. januarja letos, potem pa aprila spet ponovno na test. Telesna masa je bila v bistvu enaka praktično. Medtem ko meritve, telesne sestave, ko sem naredil meritve skinfold, se pravi kožnih gub, odražajo to, da je prišlo do signifikantne izgube telesne mase. Kaj zdaj pomeni, da športnik je napredoval ali ni napredoval? Se pravi, to je treba postaviti v kontekst. Dobro, imamo tudi stranke, kot je naprimer Petra, ko bi naprimer je lahko dal na billboard, pa se z njo ful pohvalila, ja, pogledajte, če boste prišli k nam, bo bilo odkole. Bo samo padala telesna masa dol, to je sam dol, pa še vedno gre na dol. Ampak bodimo iskreni, zdaj v Petrinem primeru, Petra, če lahko tebe izpostavim, je bilo kar neki zaloge, da smo dosegali to. Medtem ko vsaj 50% pridejo kolesari, ko nimajo toliko zaloge in ta graf ne bo takšen, absolutno ne bo takšen in zato je prav, da se potem ravnamo predvsem po meritvah telesne sestave kot takih in ne samo po številki na tehnici. Zakaj? Ker številka na tehnici, sploh ko ti nimaš možnosti, ne vem koliko izgubiti telesne mase, pač bo precej konstantna. So faktori, ki v določeni meri vplivajo na to. Naprimer, to je primer ene izmed naših vrhunskih športnic, ki je skozi 18-dnevno obdobje konstantno imela približno enako vnos energije s hrano. Edino, kar se je razlikovalo, je bilo to, koliko je bila aktivna, pa koliko je bila v tistem obdobju pod stresom in ali je imela menstruacijo ali ne.
In v bistvu v primeru, se pravi, naprimer, včasih, ko začnemo stranko sodelovati, pa naprimer pol čez 14 dni imamo menstruacijo in pridobiš 2 kile, 3 na račun vode, to ni pač korak nazaj. To je normalni fiziološki odziv telesa v primeru pač, ko govorimo o dekletih ženskah. In kot strokovnjaki je prav, da se zavedamo tega in da stranko spoznamo do te mere, da vemo, zakaj se ona v tem obdobju pač odzove tako. In številka na tehtnici je zgolj številka. Številka na tehtnici ne pomeni vedno vsega. Čeprav smo bili vzgojeni v to, da pač nižja številka pomeni boljši performance in podobno. Imamo le primer na turu, da je bil lansko leto nazaj, ko je kolesar pridobil v zadnjih letih 20 kg in je bil boljši kot pa takrat, ko jih je imel, se pravi 20 manj. Zdaj nismo tukaj promotori, da prijete k nam pa dobite 20 kg pa boste boljši, pač to je treba postaviti v kontekst, ampak treba je razumeti celotno ozadje. In zato je prav, da se pogovarjamo in da komuniciramo in da konec koncev tudi analiziramo pač posameznika in spremljamo njegov odziv, ki ni vezan sicer samo na številko na tehtnici, ampak še na druge dejavnike, kot je telesna sestava, kot je subjektivno počutje, se pravi, bolj se počutim, boljš lahko spim, nisem več sitna, ker sem bila prej, ker sem pol dneva stradala, pa siten, se pravi, tudi to so zelo pomembni življenjski dejavniki, katere probamo vzeti v obzir. Tako da, ja, jaz v bistvu s tem delom zaključujem nek svoj del prehranske predstavitve. Upam, da vam je bilo fajn, če imate kakšno vprašanje, z veseljem odgovorimo oziroma odgovoriva. In pa ja, upam pa, verjamem, da ste se kaj novega naučili oziroma da se mogoče predstavil tudi nek drug pogled dela stranko oziroma razumevanje procesa tega dela. Kakšno vprašanje, kdo? Mene zanima... Mene zanima, kako vpliva ta zelen obrok, sploh če del časa pač konzumiraš, na vitamine, minerale, se v tem obdobju, če je neki stage race, dodaja neke suplemente ali pač kak način to. Glede na to, da je recimo ful vitaminov v platninasti hrani. Hvala za vprašanje. Ena izmed stvari, če se navežem najprej na suplemente, ko pride stranka k nam, večinoma suplementov damo stran. Večinoma, zato ker je večino tudi marketinško tako podprtih, da ti naredi problem, ki ga v bistvu nimaš. Tako da stvar, katere se lotimo, je dejansko prilagoditi osnov. In tudi te zelene obroki, če mogoče na prvo žogo izgledajo manj hranilni, v določeni meri so hranilni. Naprimer, že primer, živila, se pravi, če gledamo živila za izbiro za rdeč obrok, ima naprimer 6 gramov vlaknin na 100 gramov. Zeleni določeni imajo na 100 gramov 3 grame vlaknin, ampak ti zelenega obroka ne boš pojedel 100 gramov, se pravi, tega živila, pojedel ga boš 150 gramov, pa 200. Se pravi, tudi v tem primeru se dvigne vnos tistega pomanjkljivega hranila, če primerjamo specifično živilo, ne vem, če primerjamo ponazrnate testenine ali pa bele testenine. Se pravi, tudi bele testenine nimajo 0 vlaknina. Večina živil, če niso toliko, ne vem, gumi bomboni ali pa nek sadni sok, še vedno imajo, v kontekstu, ko sem vprašal za vlaknine, to osebnost. In s tem, ko se zviša, se pravi, povišamo vnos energije, po drugi strani se pa tudi delež vitaminov pa mineralov, ki jih na rdečih obrokih s to količino ne bi dosegel, se tudi spontano dvigne. In tudi, naprimer, ko delamo, ena izmed stvari, ki jih nisem izpostavil, je, ko pride stranke k nam, če je le možno, naredimo tudi pregled kar na slike. In čez čas pač potem tudi temu primerno se odzovemo. In zdaj, šele takrat potencialno, če bi prišel do težav s pomanjkanjem določenega hranila, pa tukaj predvsem govorimo pri vzdržljivostnih športih o železu, ali pa vitaminu D, ki ga s prehrano itak težko zagotovimo, oziroma je nemogoče v zimskem obdobju, šele takrat potem razmišljamo o nekih suplementih. Tako da ja, količina, ki se poveča zeleno, nekako tudi kompatibilno potem deluje z hranilnostjo rdečih obrokov. Ni nujno 100% enaka, ampak se temu primerno tudi naprimer zelene večerje lahko izkoristimo, pa dodamo zraven nek kos sadja, zelenjave, samo v manjših količinah. Več pa tudi ne pomeni bolje. Tudi v rdečih obrokih ne pomeni, da če boš jedel 10 kg zelenjave na dan, da boš bolj zdrav, kot pa če boš pojedel, ne vem, med 500 gramov do 1000.
a ne. Se pravi, nekje je vedno ta meja. Pa na etapnih dirkah pol izkoriščamo fraj dneve, se pravi recimo v nedeljo pač zadnja etapa, tako kot je bilo recimo pač ta teden ali pa zdaj, ko bo pač v jutr pa potem ponedeljek, se pravi konec etape, recimo v nedeljo, poskrbi se za recovery, za dost pač vnosa hranil, da lahko pač recovery, potem si pa pač kolesari lahko v bistvu mogoče zajtrk naslednji dan v ponedeljek, sploh če ni etapa v torek zahtevna, prvoščine malo bolj rečemo kompleksne pa uravnotežene obroke, zato da se tudi ne samo iz vidika hranila, ampak tudi da se pač psihološko pač 3 dni, mislim 3 tedne pač malo razbremeni, ker je včasih težava. Sicer 3 tedenske dirke pač so iz tega vidika zahtevnega, recimo, ko imamo recimo tedenske etapne dirke, načeloma še ni tak problem, ker pač en teden se pač preživi, se pač potem poskrbi, da se to pač nadoknadi. Sicer bomo rekli, da v kakšnih primerih imamo že na enotedenskih dirkah težave, ker v bistvu za neko tako pač zelo suhoparno prehrano imajo nekateri športniki pač težave, mogoče sploh, če so bili prej vajeni res raznolikosti, ampak en teden se nekako še poskrbi. Recimo lep primer je tudi tim izpostavil lani, se pravi na Turo, zadnjo etapo, ki je njihov kolesar dobil šprint na Elizejskih poljanah. Ja, večer prej, ker so vedeli, ni nam več toliko pomembno, kaj pa tako, nekako smo energijsko poskrbeli, da je fantje, pač vzamete burger, pa pač se malo odklopite, ne. Ja, tukaj ena izmed stvari, ki se jih je treba zavedati pri športnikih, predvsem, se tudi v generalni populaciji. Prvi cilj, ki mora biti, je to, da zagotoviš potrebe po energiji. Kako boš to naredil, pač naredi. Če se boš na začetku obremenil, koliko je treba solate pojesti, da boš dobil vitaminov, lahko pride do resnih težav. In to vidimo pri športnikih, ki strmijo samo k zdravi prehrani in samo k temu, čim manj hidratov, čim več zelenjave. Na solato žal ne boš mogel peljati ura. Pač to je dejstvo. Mogoče prvo etapo, pa drugo, ampak potem se pa že konča. In to je treba se pravi razumeti. In najprej potrebe po energiji, na to razporediš makrohranila smiselno glede na barve, dajmo temu reči, zdaj, ko smo se naučili, in posledica je ponavadi že to, da relativno enostavno zagotoviš potrebe po mikrohranilih. Pa recimo, ne vem, tak čist primer, ne, da je nekdo pač celo otroštvo, naprimer, pa mladostništvo navajen jesti, ne vem, ful masno hrano, ne, kako taka oseba odreagira na neke te ugljikohidratne, ali to ima ful veze, je treba postopoma recimo, to si predstavljam, da je lahko malo vrti skokno. Ja, tudi višji vnos ogljikovih hidratov, če naša prebavila niso navajena, lahko potencira možnosti za prebavne težave. Vse to se zelo enostavno vidi pri kolesarjih, ko prej ne jedo nič med treningom, pa bi pa kar 90 gramov na uro. Pole pa v prvem grmovju ga srečaš. Trening prebavil se v bistvu temu reče, trening de gat v praksi, ki ga prakticiramo ne samo v bistvu med treningi, ampak tudi v pripravi, se pravi, obrokov na samo aktivnost. Torej, če ti si bil prej, ne vem, na keto, ne moramo te zdaj dati na, ne vem, 500 gramov hidratov jutra. Postopoma to začnemo. Se tudi pri športnicah, ne vem, zdaj zelo pogosto prijo k nam, pozdravljujemo športnice, atletine, kolesarke, punce, ki niso navajene, prej bile jesti malo da ne nič ogljikovih hidratov. Tudi sam želodček, če temu rečemo tako volumensko, če primerjamo maščobe, če zliješ olje noter ali pa če daš krompir, se pravi, je to čist druga zgodba. Se pravi, se mora tudi želodček v bistvu navaditi na normalne količine hrane. In to ima zelo pogosto, predvsem športnice, težave, ker na začetku se jim zdi ful velik že tokle malo krompirja. Že to je ful veliko. Zakaj? Zato, ker v bistvu tudi signali želodca sporočajo, da je pač poln, ampak poln je zato, ker si ga prej stradil, oziroma se je skrčil, ni bil se pravi navajen na normalne količine hrane. Tako da ja, postopoma uvajamo. Zdaj, kaj to pomeni postopoma? Teden po teden ponovadi, vnos maščob se tudi temu primerno zmanjša, pač po domače povedano se igramo z količino na krožniku. Mikrofon? Glede na pogost zelo visok vnos sladkorja, med treningom in daljšimi vožnjami, koliko so kje pogoste težave z zobmi?
Zelo dobro vprašanje. Jaz sploh pri mlajših, ne vem, če vredo starši rečem, prosim ne pozabiti na higieno zob, če ne me bo vaš zobozdravnik lovil po našem laboratoriju. Zdaj tako je, kolikor je meni znano, pa kolikor sem jaz pregledal tudi študije, je zelo pogosto bila težava ravno to, se pravi visoko nos, predvsem sladkorjev ob zelo slabi higieni zob, kar v bistvu tudi pomeni ne samo ščetkanje, ampak tudi, da se ne nitkajo in podobno. Tako da načeloma kolesarji naši, saj da se spomnim, mislim, da niti eden nima konkretnih težav z zobmi. Zdaj ena je higiena, drugo je pa tudi, da lahko bereš določene strategije, kako zmanjšati te negativne vplive na sam karies oziroma potenciranje nekih težav zob. Konkretno, naprimer, to, da ko piješ sok, naprimer, gledaš, da je pač tekočina čim manj v stiku z zobmi, oziroma če je z zobmi ali pa če imaš nek gel, si potem splakne z vodo to. Potem, naprimer, v določenih primerih že visok nos sladkorja, oziroma če zraven uživaš mlečne izdelke, pač je to demineralizacija, se pravi, zmanjša negativne posledice na to, se pravi, predvsem to, se pravi, higiena, lahko splagneš predvsem usta, se pravi, s tekočino in s tem zmanjšaš možnosti, potencialno igranje tudi malo z mlečnimi izdelki, sicer to zdaj na kolesu ni možno, ampak naprimer v obrokih, ki vsebujejo višjo vsebnost sladkorjev. Mislim, da so to neke 3 zadeve, ki so pomembne, plus mislim, da če se ne motim, pa zdaj ne me zdaj 100% za besedo, je tudi zelo pomembno, da si potem ščetka. Se pravi, da ko zaužiješ sladkor, ne da si takoj ščetkaš, ker bo še dodatno grobo nanesel to na zobe, ampak mislim, da je priporočilo, da vsaj 30 do 40 minut po tem, ko uživaš, se pravi, si šele začneš higieno ustno, se pravi, vezano na ščetkanje. Citronska kislina, ki je danes dodana v gelih, pa te zadeve pač lahko še pač se skupaj poslabša. Tako da pač, če se kdaj možno se pogleda, pač če je zraven. Nekateri imajo ful težave, lahko tem, pač nekateri ne, ampak v bistvu lahko zraven pripomore. Je pa pač citronska kislina se velikokrat v gelih uporablja kot pač konzervant, zato da geli dlje zdržijo. Zato tisti, ki si mogoče, kakšni naši športniki, ki se dejansko z geli sami pripravljajo, se potem v bistvu ne uporablja citronska kislina. To pač pomeni, da ga moraš v dnevu 2, 3 pač porabiti, ampak je vseeno iz tega vidika lahko boljše. Če nimam več, bi jaz eno vprašanje. V bistvu je ta vprašanje z oba, pa tako leti na vse, ki smo tukaj, pa na vse, ki se udeležujemo. Jaz to zdaj opažam predvsem na naših rundih, pa na naših izletih, ko opazujem kolesarje, ki so ena in isti, recimo na rundah, ker nekateri določeni res so začeli nazadvati. Se pravi, smo skupaj začeli kolesariti, so bili na enem nivoju, zdaj pa vidiš, da so počasnejši ali pa da so preutrujeni, da gremo na izlet, kam na 100 km, pa se težko vračajo nazaj. Pa so tudi mladi to, vmes niso to samo starejši. Pa jaz se do tega spomnim tudi sebe, v preteklosti, da sem bila dostikrat takle čas v sezoni, pa še malo kasneje, mogoče pol septembra, v podobni taki situaciji. Pa me zdaj to zanima za oba vprašanja. Je to problem nepravilne prehrane, da se nepravilno prehranjujejo, ali je bolj te pretreniranosti, da so prej preveč gonili, pa da jim je zdaj pač enostavno ni prišlo do vsega, ali je to skupek vsega tega? Mislim, pač tu gre dejansko za pač procesno težavo, pač komplet vsega. Zdaj niti nekateri lahko v bistvu junija že zaključijo svojo sezono, ker ima tako, da se potem recimo odpravijo na dopust, pa se potem malo odklopijo, pa se jeseni mogoče spet začnejo pripraviti malo prej. Zdaj tipičen kolesar pri nas pač se nekako to sezono poskuša razdeliti na 2 dela. Prvo je nek ta spomladanski, tam do kakšne Franje, ali pa mogoče potencialno včasih je bilo še do Alp, potem so bili malo dopusti, pa drug del sezone. Zdaj težava potem nastane, ko bomo rekli si mogoče vmes ne vzamemo malo pač počitka, sploh zato, ker smo pač kolesarji, tako da mi, ko gremo na morje, gre kaj zraven, gre kolo, pa ga gor goniš, da priješ z dopusta bolj utrujen, ko si pa šel. Pač to je tipično kolesarsko, se vsi to delamo, pač na dopust, ko ga planiraš tako, da gre zraven kolo.
In seveda je potem v kombinaciji bojega tega, da pač je lahko trening intenziven, mogoče se veliko tekmuje, mogoče pač prehransko stvari ne štima, da se ti potem tako nabere. Sicer si za kolesarja ne želiš, da bi glih junija imel že težave, velikokrat se zgodi, sploh mogoče še v zadnjem času, ko je pač postalo zelo popularno indoor dirkanje, se pravi na Zwiftu in te zadeve, ker se potem že v decembrskem, januarskem času 2-krat, 3-krat na teden tekmuje na teh e-dirkah, se ti potem zelo velikokrat zgodi, da se je kakšnega marca pa aprila že pač oglašajo pri nas, ki ima bomo rekli, že resne težave, ki je šla stvar samo na dol. Tako da je zelo, zelo kompleksna zadeva, no, tako. Ni samo ena stvar. Ja, to pa, poleg treningov pa prehrane mi vedno pravimo, da ne moramo za vse čisto poskrbeti. Pri mladih je zelo pogosto težava pri spancu, oziroma ne samo pri mladih, generalno gledano, sploh pri zelo aktivnih ljudeh je težava pač spanc in se nam je že zgodilo, ker smo imeli športnike, ki bi lahko rekli, da je jedel by the book pa treniral, tako kot smo želeli, pa ni spal. In pač to pa negativno vpliva na... Se spravi, tudi služba, stres, te zadeve, to so vse lahko. Pa če sem enega mes kolesarja, ki je imel tako stresno situacijo v službi, da praktično mesec pa pol, ne zaradi treninga, ker praktično ni treniral, je bil kolo recimo bolj za sprostitev, pač mesec pa pol praktično ni mogel funkcionirati, ker je bila pač taka situacija. Spravi, to so v bistvu tako, pač, bomo rekli, življenjsko se ti zelo hitro vse skupaj pač poveže. Mogoče se je kdo najdu, ki je Še ena. Saj nisi slabša, ti si vedno boljša. Ja, ne vemo. So pa lahko pa rečemo, da pač pri takih zelo velikokrat opažamo neke tipične težave, ki se zgodijo pač znotraj, bomo rekli, kar velik doprinos, pač ja, mogoče manj optimalno zastavljen trenažni proces se definitivno najdejo. Kaj Duško, te vprašamo? Iza kamere. Oni pa lahko Simon nas odijo. Se pa tako lahko pozujem, ker je gospod prej vprašal za zobe, ne? Kolesarji na splošno ima slabe zobe. Ja, to je zdaj... To je slabe zobe. Mislim, ja... Kalcij, magnezij, črpajo, potem, če ga je premalega, črpajo se vsti in tako naprej. Zobe strave. Ja. To ima masa kašne. Sicer zdaj, jaz mislim, da eno težavo, ki imamo, je v bistvu zdaj pač vzorec ljudi, s katerih to črpamo. Včasih je bilo to zelo opazno. Če zdaj pogledamo mlajše kolesarje, ki prihajajo, da v bistvu tega več ne vidimo, zato ker se tudi iz strani klubov pa tega v bistvu poskrbi za te zadeve, pač, da so tudi bolj ozaveščeni, da se pač bolj s tem ukvarjajo. Včasih, če pa pogledamo 15 pa 20 let nazaj, je bilo to pač konkretno opazno. Ja. Edini kolesar, ki mu lepe zobe, je bil Penko. Pa vem, kaj problem. Cool, to pa. Si lahko zaključiš? Menjava.